Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo V-Faktor. Pogovarjamo se o kandidaturah Slovencev v evropske oziroma v evropske in mednarodne inštitucije. Z menoj sta gospod Rado Pezdir in pa Boštjan M. Zupančič. Zdaj, prej smo govorili o kandidaturah za sodnike na Evropskem sodišču za človekove pravice. Zdaj pa zanima zlasti vaše mnenje, gospod Zupančič, zakaj pa recimo, govorili smo o teh spopadih, ki so bili recimo Marka Jakliča pa gospoda Marka Bošnjaka, zakaj pa recimo ni takšnih spopadov, ko gre recimo za kandidature recimo na Eurojust, ne, ali pa na Evropsko sodišče v Luksemburgu, kjer so podobno visoke plače. Ampak recimo v ta Eurojust je mimogrede bil imenovan tožilec Boris Škrlec. Ne. Zakaj pa tu ni takšne, kako bi rekel, politične drame oziroma galame? Mislim, da je to delno posledica zelo kratkih rokov, ki jih razpisuje Ministrstvo za pravosodje, ne zunanje ministrstvo, ker je šlo recimo za to kandidaturo v Svet človekovih pravic, ne, je bil rok, mislim, 14 dni in to enkrat poleti. Tako da za ta rok jaz sploh vedel nisem in se v bistvu prijavil prepozno in edina kandidatka, ki je bila ta gospa iz Maribora. In to je tehnično del te zgodbe. Kar se pritiče same kvalitete kandidatov, ja, seveda za pravosodne funkcije se pričakuje nekaj več. Če greste vi v Luksemburg ali pa na Štrasburg, morate znati vsaj francosko pa angleško. Kljub temu, da je slovenščina uradni jezik, kako? Ja, ne, ja, v Luksemburgu je slovenščina tako nominalno uradni jezik, ne. Ampak v bistvu, če hočete delati, imate odločbe v francoščini ali pa v angleščini, ne. In tudi ta dva jezika morate poznati, ne. Tako da tle je že neka naravna selekcija samo zaradi občevalnega jezika, ki v teh institucijah prevladuje. Obstaja ta občutek, to je v bistvu vprašanje za oba dva, mogoče celo bolj za Rada Pezdirja, ali imate ta občutek, da so te funkcije tudi nekakšna, kako bi rekel, nekakšna nagrada za neke, kako bi rekel, neke usluge ali pa karkoli v Sloveniji? Neka napol politična nagrada, recimo. Mislim, da ne. Do neke mere pa ne mislim vas, gospod Zupančič, mislim, zdaj pač govorimo o tem času, ja. Ja, mogoče so razlike v temu, v kakšne vrste, kakšnih vrstih institucijah govorimo. Jaz menim, da je bil Milan Macvikl nagrajen z postom, ki ga je dobil. Jaz mislim, da je bil Tone Rop varno odstranjen od slovenske politike. Se pravi, za različne, za finese, ne, pravzaprav. Naprimer, Tone Rop, jaz menim, da je bil usposobljen za tam, kjer je bil, ne. Menim pa, da so ga z veseljem porinili, da kje gre, da bo mir na politični sceni, ne. Se pravi, exil, kako? Ja, tako, ne. Se pravi, z tem delom v Evropu ne mislim nič narobe, ne. Cvikl je bil pa nagrajen, zakaj? Za kakšno stvar? Jaz mislim, da za celotno zgodbo leta 2008 volilne kampanje, ne. On je bil takrat pa res zagnan v to in usmerjen. In hkrati ni bil izvoljen za poslanca, takrat se spomniš. Tako je, ne. Tako je. Njemu dejansko mu je bila Levica veliko dolžna, ne, v tem smislu. Kakšno pa vaše mnenje okoli tega, profesor? Torej, od Cviklu ne vem jaz nič. Ne, govorim o tem, obstaja možnost, da tukaj gre za nagrade, gre za exil politični in podobne stvari? Ne, temu se reče v angleščini kick upstairs, ne, ali pa stranska arabeska, da se nekoga z domače politične scene znebite, pa ga pošljete, nekam ven, ne. Torej, pri nas pravnikih je to manj verjetno, kakor kje druge, ne. Ker se pravi, ker moraš imeti neke profesionalne kvalifikacije, ki jih mogoče pri drugih funkcijah ni treba. Bi pa podalo, če sme eno drugo stvar. Ja. Jaz sem bil kandidat za poročevalca Združenih narodov za neodvisnost sodnikov in advokatov. In sem bil v 3 na koncu izbranih. In je bila na koncu izbrana neka gospa Monika iz Brazilije, ki sploh ni bila nobenih sodnih kvalifikacij. Potem sem bil pa kandidat za predsednika tega sodišča kosovskega v Hagu novega in sem bil spet med zadnjimi 3 in pa izbrana neka gospa, popolnoma neznana, iz Bolgarije. In potem sem jaz sprašal naše diplomate, kako je to možno. So rekli, ja, to je Mogherinijeva na koncu podpisala. In temu se reče gender mainstreaming. Z drugo besedo se gre za ta feministični push, ne? In da se ženske, to je bilo že pri mednarodnem kazenskem sodišču res, da se ženske imenuje na te pozicije, ne, pozitivna diskriminacija, če hočete. Zato, ker gre pač za to spolno uravnoteževanje teh pozicij.
Skratka, če jaz pa razumem, vi niste za te kvote, ne? Kako ženske, moške in podobno, ne? Pa zdaj smo že tam, da bi te kvote morali biti v korist moških. Ne? Ja. Dobro. Okay, zdaj smo se recimo pogovarjali o teh kandidaturah, ki so v okviru nekih kvot, ne, ki jih pač ima Slovenija kot država, ne, v teh organih oziroma v teh inštitucijah. Ampak zdaj pa predlagam, da gremo na tiste splošne kandidature. Ne. Recimo, tam pa nekako nismo najbolj uspešni, ne, Slovenci. Ne. Zdaj mogoče je tudi sestavni del tega že to, kar ste zdaj pač prepovedovali te vaše kandidature, ampak recimo, da gremo na tisto razvpito kandidaturo Danila Türka za generalnega sekretarja Združenih narodov, ne, pa recimo to zadnjo kandidaturo gospoda Gorana Klemenčiča, ministra za pravosodje za komisar za človekove pravice Sveta Evrope. Ne. Pa me zanima zdaj po vajenem mnenju, zakaj tukaj mi ne pridemo skozi, no? Kaj je narobe tukaj? Imamo slabe kandidate, imamo slabo diplomacijo, ali je takšno razmerje sil med državami, politično razmerje sil, ali kaj je tukaj vmes? Ne, kar se tiče Združenih narodov in Danila Türka, ne, tisti je imel zelo selektiven proces. Ne. In tam je seveda nek konsens teh držav, ki glasujejo, bistveni. Na koncu, ko si to prije nekdo, ali pa ne pride. In to je tudi horse trading, se temu reče. Ne? No, pa razumem, ampak mi bomo glasovali za vas, če in tako dalje. To jaz razumem, ampak mi imamo sploh pravilno izhodišče. Imamo recimo mogoče kandidata, ta prava kandidata, ki bi že v izhodišču imel nekaj več možnosti kot morda nekdo drug. Ne? Ja, se Türk jih je imel konc koncev. On je bil deputy secretary general, ne? Nekaj časa. In je v principu je imel to prednost, ampak ni bil stvar v tem, da ga naša diplomacija ni podprla. Ne. Tisti je bil en res zelo selektiven proces. Medtem ko pri meni, za predsednika tega kosovskega sodišča, ali pa pri Goranu Klemenčiču, je bilo pa zelo veliko odvisno od naše diplomacije. Zlasti pri meni, ker je šlo za Bruselj. Pri Klemenčiču pa pri Svetu Evrope je stvar malo drugačen, zato ker tam diplomacija Tomičeva kot veleposlanica v Strasbourgu nima seveda nobenega vpliva. Tam gre bolj za spopad političnih strank, oziroma političnih opcij, ne? A znotraj Sveta Evrope? Ja. Ne. Mislim, da ne. Mislim, tako sem bil jaz izvoljen, tako Klemenčič ni bil izvoljen, to je šlo čisto enostavno za priporočilo tega izbirnega komiteja, ne, v katerem je vodil, če veste, ne, za dvojno večino ta Francoz. In potem je Klemenčič, kar je zanimivo, svoje glasove nominalno prepustil tej gospe iz Bosne in so se glasovi preselili, kar je pa neobičajno, ne? In je potem zmagala ona, namesto da bi zmagal ta Francoz. Francozi so pa zelo agresivni, imajo zelo agresivno in sposobno diplomacijo, to smo takrat opazili v Hagu. Ampak kaj pa ta teza, recimo, da imajo manj uspeha kandidati, ki tudi recimo doma nimajo nekega konsenza, da so pravi kandidati? To je bilo recimo pri Klemenčiču in pri Türku. A to kaj vpliva potem? Nekaj dosti. Torej, to bo gospod mogoče povedal, ampak v Strasbourgu nekaj dosti. Ne. Problem je bolj v tem, da v Bruslju mene naša diplomacija z veleposlanikom pri Svetu Evrope in tako naprej ni znala podpreti. Ne. In problem pri Klemenčiču je, se veste, ne, kljub kateremu jaz pripadam, ne more biti kaj dosti prida. To je slovenska konstanta. Ne. Rado, nekaj si hotel dodati? Ja, menim, da itak konsenzualnega kandidata skoraj ne more biti v tej državi za karkoli. Tukaj zdaj še ena pozabljena kandidatura, ko smo imeli mesto med Združenjem guvernerjev svetovnih centralnih bank in smo se mu odpovedali, čeprav nam je bilo namenjeno, samo zaradi tega, ker je velik del politike smatral, da Boštjan Jazbec ne bi smel zasesti toliko vplivnega mesta. Mi je pa zanimive dve stvari, se mi zdita v zvezi z zgodbo Gorana Klemenčiča in njegove kandidature. Prvič, pokazalo se je to, kar se dostikrat ne vidi v Sloveniji, in sicer, da ima SDS zelo, zelo močno penetracijo in moč znotraj EPP-ja. Paradoksalno več lahko naredi na evropski ravni prek EPP-ja, kot naredi kadarkoli v kjerkoli trenutku v Sloveniji. In je ena izmed bolj prepoznavnih strank znotraj Evrope. No, zato je pa čudno, da Jaklič ni takrat prodaril. Če bi ga SDS podprla, bi absolutno prodaril in bi bil zdaj evropski sodnik. Ne, samo pri Jakliču je bil ta problem, ker on sploh ni prišel do te inštance, da bi Evropa v njemu glasovala. Ja, seveda, samo
iz istih razlogov je propadel v našem državnem zboru, kot potem ne bi bil prišel do službe v Svetu Evrope. No, še drugo točko, zdaj ne bom vzel veliko časa, ampak izkazali se še enkrat več, ne, da Klemenčič dejansko sploh nima podpore znotraj SMC-ja. Kar se je videlo tudi znotraj cele kupice zakonskih predlogov, ki jih je to ministrstvo dajalo na vlado, pa so bili vsi po vrsti blokirani, predvsem zaradi tega, ker SMC ni dal konsenza za to zgodbo. Ne? Zdaj pri Klemenčiču in še prej pri Nini Betetov, ki je kandidirala za funkcijo, ki je pač prej zasedal gospod Zupančič, so se pojavila tista dva filmčka, ki sta prišla iz Slovenije. Pa me zdaj zanima, a takšni filmčki imajo potem kaj vpliva na sam razplet? Zdaj, teoretično bi lahko rekel, da imajo, ker ne en pa ne drugi niste bila izvoljeni. No? Ampak jaz sem videl oba filmčka, in tisti o Nini Betetov je bil grozljiv. Ja. Meni je rekel podpredsednik sodišča Evropskega Andras Šajo, je rekel, to je nevideno, to se kaj takega se še ni zgodilo. In to je seveda potem Nino Betetov tudi zmedlo, tako da v tistem intervjuju s to komisijo, ki izbira kandidate, pravzaprav ni parirala odgovore in potem je prišel na konec pač po negativni selekciji Marko Bošnjak. Medtem ko ta video za Klemenčiča, to bi mogel kdo drug povedati, ampak politično v svetu, v skupščini Sveta Evrope, parlamentarni skupščini je to čisto lahko imelo vpliv. Dve stvari sta sigurno za razmisliti v zvezi s tem. Ta prva je, film v zvezi z Goranom Klemenčičem je zagotovo imel mobilizacijsko moč na slovenski desni sredini. In že zaradi tega... Kaj je tudi namenjene neki notranje politični publiki? Tudi če ni bil, je na tej publiki naletel na ta prav odziv. Drugo pa en filmček, pa mislim, da je bil pa resnično kompromitirajoč. To je pa, če se spomnite, ko Alenka Bratušek prepeva Bandera Rosa. Ker neposredna posledica je bila, da so europoslanci iz HDZ-ja enostavno sprožili en velik odpor, ki se je prenesel tudi v države centralne in srednje Evrope. In od tistega trenutka je bila Alenka Bratušek zapečatena. Čeprav problem Alenke... Ja, seveda, da je bil, ampak ko govorimo o vplivu enega filma, koliko lahko ima, in ta vpliv Bandera Rosa pa enemu Poljaku ima grozljiv vpliv. Tudi če bi Alenka Bratušek briljirala na zaslišanju, Bandera Rosa, Češka, Slovaška, Madžarska ne pride skozi. No, jaz mislim, da je Bratuškova imela predvsem tudi na koncu ta problem, da je ni podprl Miro Cerar, ki je imel že svojo kandidatko in zaradi tega je pač izgubila tudi podporo znotraj Aldeta. On je odkrito povedal, da jo ne bo nikoli podprl. Ampak vsem bi jaz predlagal, zdaj, da pogledamo en tweet, ki ga je naš komentatorski kolega Rado Brščič objavil. Mislim, da je bil objavljen po tem, ko je Klemenčič izgubil možnost, da postane evropski komisar. Dokaz, česa so Bratuškova, Betetova, Tirk in včeraj še Klemenčič, da je doseg globoke države vendarle omejen s karavankami. Zdaj pa me zanima, a se vi strinjate s to tezo, recimo, ki jo je postavil Brščič? Jaz bom hiter, zato ne mi sogovornik oprosti. Jaz delam pri preiskovalni komisiji, ki preučuje iranski posel v Novi Ljubljanski banki, in vam lahko mirno trdim, da se globoka država, slovenska globoka država ne zameji s karavankami. Dobro. Profesor Zupančič? Ja, v sodnih zadevah, vse veste, kakšen je bil izid varčevalcev Ljubljanske banke ali pa izid razbrisanih in tako v Strasbourgu, to ne bi držalo. Na Evropskem sodišču vpliva Slovenije ni, pač pa se škandalizira na tega, da prihajajo te sistemske napake gor. Če pridejo gor zdaj švicarski franki, ki so podobna zgodba, bo to še en škandal dobesedno, kot je meni rekla neka sodnica iz Latvije. Zakaj pa iz te tvoje Slovenije prihajajo sami škandali? Drugo besedo, tle ni nobenega vpliva čez karavanke ali pa karkoli podobnega. To me še zanima, zdaj pač čisto ad personam vas vprašam, profesor, zdaj ta vaša kandidatura, to je bilo lani poleti, ker ste takrat se pravzaprav do konca odvila negativno za vas, ker ste kandidirali za eno od funkcij na področju človekovih pravic v Združenih narodih. Potem pa je vlada, mislim, da zaradi vaše izjave, umaknila kandidaturo. Ampak imel sem občutek nekako, da ste se takrat malo vi hitro predali.
Ja, to so mi tudi drugi očitali, ne? Ja. Ampak odmev tistega mojega zapisa na Facebooku v zvezi z Simone Weil, ne, ni bil samo pri nas, je bil objavljen na prvi strani tudi v Guardianu in tako naprej. Tako da šanse, da bi jaz prišel skozi, niso bile velike. Ampak problem, poudarjam, ni v tem. Problem je v tem, da je Ministrstvo za pravosodje z zelo kratkim rokom objavilo to mesto, kandidature za to mesto enkrat polet, ko to za to nihče drug ni vedel. Ker drugače bi bili še kakšni drugi kandidati, recimo Ana Petrič, kaj vem, ali pa ljudje, ki so bolj kvalificirani, ki bi se za to mesto v svetu za človekove pravice lahko prijavili, pa se niso, ker pač niso vedeli, se tudi jaz. Zdaj, par sekund imamo samo še do konca. Kaj pa je zdaj s tem mestom tam za Slovenijo? Ja, tam bo pač, torej jaz vem, da zase, da v tisti fazi, ko je Erjavec odstopil... Nas čaka to mesto, nas čaka zdaj, kako, ali ne? Ja, ne, to je odvisno od tega, koliko držav nas bo podprl. Takrat, ko sem bil jaz tam, jih je podprl zame 11, vključno Indija. Koliko jih bo pa Vasilko podprl, pa ne vem. Ona je zdaj naša kandidatka, kako Vasilka? Ja, edina, zato ker se je v tistem prekluzivnem roku, kot ga je Klemenčič imenoval, bila edina, ki se je prijavila. Vse drugi sploh nismo vedeli, da ta rok obstaja. Dobro, smo proti koncu. Rado, tvoj kolega, ali pa naš kolega Rado Mrkarič je v Mednarodnem monetarnem fondu, a tudi ti razmišljaš o kakšni funkciji v tujini? Ne, pač otroci so toliko stari, kolikor so. Jaz želim, da odraščajo ob starih starših in da formativna leta preživijo v svoji kulturi z svojimi sovrstniki. Ne želim biti toliko sebičen. Spoštovana komentatorja, najlepša hvala za vajne izčrpne komentarje, odgovore. Se vidimo v naslednji takšni priložnosti. Gremo na oglase in kasneje se vrnemo k Melanie Trump.